Hashtag progress report. Hashtag progress What report. up? Hashtag progress report. Progress report. Hashtag progress This is a progress It's report. your boy, Mr. YouTube. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat, goddammit, stay on beat. Nič, bomo kar začeli. Pozdravljeni poslušalci, gledalci. Evo, nova epizoda podcasta. Danes z mano, z nami, Zoran Stevanović. Pozdravljen. Lep pozdrav tebi in tvojim gledalcem. Hvala, da si vzel čas, da si prišel v Maribor, v glavo kokoške, nekako tak. Jaz imam en kup vprašanj. Ful dosti sem si, kako bi rekel, pomagal z prijatelji pa znanci nekako oblikovati, katere vprašanja bi postavili za tebe, glede na to, da si se boš samo pisal, kaj si, ampak da se s politiko ukvarjaš zadnjih par let, pa ker dosti ljudi v tebi vidi neko upanje, nekaj novega, nekaj svežega, pa bi radi res maksimalno ven izluščili, da prijemo do bistva. Bi pa mogoče začel na začetku s tem, da mi enostavno poveš, kdo si, kje si odraščal, kako je bilo tvoje otroštvo, hobi od malega fantka, pa tak naprej, te malo prvo spoznamo. Jaz sem rojen Jeseničan. Svoje otroštvo sem preživel na Koroški Beli, to je predmestje Jesenic. Potem sem se leta 2005 preselil v Kranj, kjer sem tudi vrgel sidro. Tam sem spoznal svojo soprogo in spočel pač družino s 3 otroki. Tam sva zgradila stanovanjsko hišo. Ves čas svojega življenja sem se več ali manj ukvarjal športom. Rad sem raziskoval predvsem na področju antropologije in pa zgodovine. Delal sem do leta 2011 v policiji, potem sem to policijo zapustil, ker pravzaprav tam nisem bil srečen, nisem iskreno tudi povem prenašal neke avtoritete nad sabo, sploh pa ne ljudi, ki so prihajali na položaje po liniji poznanstev, nikakor po liniji sposobnosti. Pa vedno so me učili v tej policiji, da bi mogel služiti pa varovati ljudem, na koncu je bilo pa vedno tako, da je šlo za klasično inkasanstvo oziroma vse samo kontra, razen varovati in služiti ljudem. 2011 sem potem policijo zapustil, vmes sem že magistriral iz menedžmenta in se prezaposlil v gospodarstvo, prvo v bančni sektor, potem v komercialne vode proizvodnih podjetij. Imel sem tudi svoje podjetje za zasebno varovanje. Naknadno sem podprl samostojno podjetje in se začel ukvarjati z gradnjo adrenalinskih parkov po celem svetu. To mi je bil iskreno tudi najboljši biznis. Prvi je bil izredno donosen, potem ogromno smo potovali po svetu, pa nekako sem združil sprijetno s koristnim, glede na to, da imam rad adrenalin, da uživam v temu in to je bilo top, pa tudi en kup enega tehničnega znanja sem pri temu pridobil. Ves ta čas sem se ukvarjal tudi s politiko, nastopil na določenih funkcijah, tako da... Sorry, da te prekinjam, kdaj te je politika začela zanimati? Že leta 2014. V prvi vrsti lokalna politika. K temu so me nagovorili predvsem sosedje, sorodniki, prijatelji, zaradi tega, ker sem kazal neke retorične spretnosti, neke dobre ideje in sem se odločil, da vstopam v prvi vrsti v lokalno politiko v 3. največji občini v Sloveniji, to je Kranj. Ko sem vstopil v politiko, sem videl, da v mestnem svetu, kamor sem bil izvoljen, da ta mestni svet predstavlja v bistvu res samo parket za trgovanje s političnimi glasovi, nič druga, ne? Ampak da je še vse en mestni svet tisti vrhovni organ odločanja v eni občini ali pa občinski svet v manjših občinah. Ljudje velikokrat prevalijo recimo krivdo ali pa odgovornost samo na župana. Ne? Župan načeloma vodi občino, ampak izključno zaradi tega, ker ima ponavadi koalicijo, kakršnakoli že je v mestnem svetu. Drugače mestni svet odloča in vodi budžet in sprejema pomembne odločitve. Ne? In potem, ko sem to opazil, sem nekako odprl vrata predvsem mladim, predvsem neki, bi rekel, politično neaktivni javnosti, odprl vrata v mestni svet, da so sploh videli, kdo recimo v tistem momentu odloča, če sem konkreten v Kranju za 80 milijoni evrov njihovega denarja. Kam gre, kdo se odloča. In pri tem sem pač začel, lahko rečem, sem pionir tega v Sloveniji, snemati te prvoosebne videe z mestnih sej in se je nabralo en kup dosega.
ob tem tudi en kup enega političnega kapitala. Sčasoma, ko sem bil aktiven v tej politiki, pa tudi nasploh sem jaz politiko spremljal že prej, ne, tudi aktivno. In sčasoma opaziš, da vsi ti aktivni politiki na kakšen način so nastavljeni in da ti ljudje, ne bom rekel, da so neumni, ampak niso posebej pametni in tam je zlahka dominirati v vseh sferah, ne, na političnem parketu. In sčasoma se je nabral ta političen kapital, opazil sem, na kakšen način režim deluje v Sloveniji, da je problem v tem, da gre za prividno in lažno delitev, da gre v bistvu v vseh sferah samo za korupcijo. Imamo res izrazit problem s sistemsko korupcijo in ta poročila Evropske unije, ki naznanjajo, da pri nas izgine 3,5 milijarde evrov na leto, dejansko držijo. To denarja pri nas pač izklapil ne bo. Jaz bi rekel, da ga pomem še več. Pač. Lahko, da je zdaj v tem momentu še več, ali pa tudi marsikaj ni vidno, ne? Ampak če govorimo o teh klasičnih transakcijah, je to nekje toliko. No? In zdaj, če bi to razporedil na vsa leta obstoja države Slovenije, se nam nabere kar krepko čez 100 milijard in dajmo si samo predstavljati, kakšne ceste bi lahko imeli, če bi to vsaj umil, kaj šele odpravili. Ne? Tako sem se pa jaz danes iz Krana vozil v Maribor več kot 2 uri. Ne? Ja, za popizditi, res. Bil sem presenečen, tudi oni danes na hitro malo pač googlal stvari in sem dejansko videl, da ni drugih pogojev, da postaneš politiko dokončana osnovna šola. Ja. Da pač lahko priješ v parlament. In se mi to zdi absurdno. Da lahko nekdo, dobro se ne rečem, da nekdo, ki ima končano samo osnovno šolo, ni razgledan, pa ne more biti pameten, pa ne more biti sposoben, daleč od tega, ampak če si ti politik, ti predstavljaš, kako bi rekel, skupino ljudi, vas, mesto in bi imel najvišje kompetence in tudi moraš za tem stati, ne pa da, ne vem, pol gledaš kako sejo ali pa prenos kakve seje, pa se obnašajo, pogovarjajo, ko ne vem, res, ko da so iz štale za ven vleteli. Absolutno je za politika potrebna intelektualna in retorična spretnost, nek kapital, ki ga politik mora imeti, ampak ni nujno, da ti ga da izobrazba. Ne? Tako da jaz mogoče niti ne bi omejeval, mi imamo pač svobodo političnega izražanja, svobodo nastopa na volitvah, kdorkoli lahko nastopi na volitvah, je izvoljen ali pa voli. To je pač ustavno zagotovljena pravica. Bolj moteče je dejstvo, ko gre za kandidaturo moralno izprijenih ljudi. Ne? Tisto mene bolj moti, da lahko kandidira na vseh volitvah tudi zapornik. Mi smo imeli pač človeka, ki je vodil in vodi danes opozicijo, ki je iz parlamenta hodil v zapor. Ne, to so tiste stvari, katere moramo odpraviti, zato smo mi tudi v program zapisali, da vsi naši funkcionarji, in to bomo tudi upisali v zakon, ko bomo imeli slej ko prej to priložnost, da na volitvah ne sme kandidirati nihče, ki ne more dostaviti potrdila o nekaznovanosti in potrdila, da ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Ker to je tudi klasičen pogoj po zakonu o javnih uslužbencih. Se pravi, čistilka v osnovni šoli ne more brez tega dobiti službe, politik je pa lahko marsikdo. Zdaj politik je itak tako relativen pojem. Politik je pač vsaka se ukvarja s politiko, nujno, da je funkcionar, ampak za nastop na določenih funkcijah bi bila ta potrdila več kot potrebna. In tukaj jaz vidim bolj veliko potrebo, kakor pa recimo po sami izobrazbi. Ne? Ker jaz vem, recimo sploh po teh manjših občinah, mi imamo pač 212 občin. Ful preveč, če me vprašaš. Seveda, marsikateri recimo kmet, statusen kmeta, se pravi obdelovalec zemlje, živinorejec, kakorkoli že, ima dobre namene, ima dobre ideje, popularen je v svojih krogih kot pošten človek, ki bi lahko marsikaj naredil za svojo lokalno skupnost. In jaz nimam težave, če ima on samo osnovno šolo končano. Ima pa težave, če je pa to kriminalec, ki nastopa na volitvah izključno zaradi lastnih ambicij. Vse to pol pa poslušaš nekoga takega, ki, kako bi rekel, pridiga, pa pametuje pred mikrofonom ostalim državljanom, pa si misliš, jaz bom tebe poslušal, če si v zaporu bil, pa mislim, jaz pa moram na razgovor nesti potrdilo nekaznovanosti, pa me po strani gleda, če ne vem, imaš kaki hujši prometni prekršek ali pa nekaj, veš kaj mislim. Sej to je, zato tudi mi govorimo, ko govorimo o tem, s kom bi se naknadno povezovali, recimo v parlamentu, ne, eno od naših izhodišč je ukinitev dvojnih meril, ker to so dvojna merila. Delimo se pač
Sploh ni več delitev na leve in desne, to je največja laž. To je neka matrica, v kateri živimo 30 let in na podlagi tega se stabilizira ali pa aktivira dodatno volilno telo. Mi živimo samo v eni delitvi. To je kratka in ozka elita in pa in kup ene mase ljudi raje, ki dela, trdo dela in živi za to elito. Se strinjam. Ko govorimo pač o tej eliti, zdaj ne vem, ti boš verjetno malo bolj vedel kot mi vsi ostali, ki nismo v politiko vpleteni. Vemo, da je to verjetno pač neki krog, pa enih par stricev iz ozadja, ampak kakva je to, ne vem, masa, številka ljudi dejansko za Slovenijo? Kaj je to, ne vem, 50, ne vem, 20 ljudi, ki ima zadnjo besedo, 50, ne vem, eni pravijo, da Kučan še vedno vleče niti iz ozadja, pa ne vem, treba ono preko njega poštempljati pa požegnati, ne vem. Absolutno, zdaj zelo težko rečeš, kakšna je cela piramida oziroma kdo vse so v celi piramidi. Vrh je jasen in si tudi enega od njih omenil. Gre za ljudi, ki izhajajo iz bivšega sistema, ki so si to državo ustvarili in jo privatizirali in jo upravljajo kot neko podjetje. Imaš top management, točen se ve, da so to pač Kučan in kombinacija. Nekateri so bili še mogoče močnejši od njega v določenem obdobju, ampak so zdaj to pač pokojni ljudje zaradi tega, ker so bili že toliko stari že v nastanku Slovenije. Ne? Lahko govorimo o Janezu Zemljariču, Branku Kocijančiču, jaz pa nimam težav, da ta imena ne znanjam. Ne? In ti ljudje so si pa pač v svoje prve vrste postavili svoje pionirje. En od teh je recimo Janez Janša in ostali. Ne? In ta plan njihov je bil idealen, sploh z Janezom Janšo. Jaz tega človeka osebno sploh ne poznam. Nikoli nisem z njim niti govoril živo. Niste tak, ne vem, v parlamentu, ko ste se videli ali pa, ne vem. Nismo mi nažalost imeli prilike biti v parlamentu. Ampak ta človek je tak, kakor je, točno zato, ker tak more biti. On je tak narejen. Ta kult Janeza Janše, se pravi, da na en stran obladuje svoje stabilno volilno telo na podlagi nekih brezveznih tem, marginalnih tem, polpretekle zgodovine, domobrancev, partizanov, potem homoseksualnih skupnosti, potem vse, kar se tiče nečesa, na podlagi česa ti lahko deliš lažno ljudi. Ne? In ko nekje zmanjka 5 milijonov evrov, bojo vsak bo rekel, ma ne, se to ni pomembno, le tam so neki partizani, pa neki taki, in presmer pozornost ljudi in v bistvu na ta način vladajo dalje. Ne? Na drugi strani pa ta isti človek predstavlja zlobnega zmaja, proti kjermu bojo ljudje volili, za kogarkoli bo v srednji mediji rekel, da je to prav. In jaz moram priznati iskreno, da v času COVID-a, da sem bil prepričan, da je moč osrednjih medijev upadla, da ljudje ne bojo več ko slepo zaupali medijem. Na koncu je izkazali, da jim zaupajo bistveno bolj kadarkoli prej. In od tu izhaja zmaga Goloba, ki je v bistvu že peti novi obraz te globoke države in uspelo jim je ponovno. Ne. Zdaj imajo težavo, zaradi tega, ker ni tako visok antijanšističnega naboja, ker pač ni na oblasti in ne morejo več ustvariti novega obraza na ta način, ampak iščejo tisti jeziček na tehnici, ki bo enemu ali pa drugemu pomagal pri sestavi vlade. Se njim je popolnoma vse, vlado vodi Janša ali Golob. Pomembno je, da jo vodi nekdo od njih. Od njih, ja. In zdaj pa ta problem jezička na tehnici, to je ta nekje tretji, bi rekel. In ta primat dejansko pripada nam, resnici, ne? Ampak se bojo potrudili na vsak način, da nam ta primat v naslednje pol leta vzamejo in tukaj ne bojo izbirali sredstev od medijskih linčev do najprej blokade, do poniževanja v anketah, da bi ljudje rekli, se nimajo šans in podobno. Ne? In poskušali bojo ta naš primat predati bodi si Logarju, bodi si Prebeliču ali pa stranki Vesna z Levico. Samo, jaz se kar starejši, ko sem bolj se nekako vključujem v politiko oziroma da spremljam vse skupaj, ker pač si prisiljen, ker vidiš, da na koncu dneva je politika, so določeni osebe, ki ti krojijo, kako boš imel plačo, kakšni bojo davki, kakšne bojo trošarine na bencin, bla, 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 bla. Jaz sem pač prisiljen, čeprav se mi ne da, ne? Ampak jebi ga. In ne vem, jaz že ko vidim določene, tako smo se prej menila, da moraš imeti neko politično držo, sposobnost komuniciranja, biti samozavestni. Jaz že ko vse te
trenutne na oblasti gledam, ali večinoma so vsi prestari, kak bo nekdo, dobro, ja, leta prinesejo izkušnje, ampak mladi bi radi videli nekoga mladega, uspešnega. Ne vem, meni, jaz, ko gledam naše poslanke pa poslance, pa bom čisto rekel, ne vem, na zadnje, kaj bi oni za COVID krek. Pa ne moreš ti ljudem govoriti, kako naj zdravo živijo, a sam imaš preko 130 kil, pa ne vem, zamašene žile, pa take stvari, ne vem, pol gledaš ene, ko so, ne vem, neobriti, neurejeni pred kamero. Že v tem štartu jih ne bom poslušal, me ne bo zanimali, ker vidim, da ne skrbijo za sebe, da nimajo neke discipline. Ne moreš imeti discipline, če imaš ti preveč kil. Če bi imel disciplino, bi, ne vem, se ukvarjal aktivno športom, da boš čim dlje časa živel, skrbel za svojo družino, kakorkoli. In ko jih vidim, pa ko jih poslušam, ko se niti ne znajo, ali pa ne vem, začnejo neke besedne solate ven vleč, da niti ne znajo, nočejo povedati bistva, kaj jih, ne vem, neki novinar vpraša, ali pa ne vem, prebivalec mi je grozno. In pa to sem te to mislil vprašati. Opazil sem, da v zadnjih par letih resnica, oziroma ti sploh nisi dobil nekega medijskega prostora na raznih soočenjih, na intervjujih. Se pravi, je potem takem, če sklepamo politika, tudi face vpletena v same medije, ne? Se pravi RTV, Pop TV, pač ostali, kaj so še. Čudno mi je, da danes, ko so podcasti tak face popularni, pa tak face na, kako bi rekel, v preboju, še ljudje vedno poslušajo, ne vem, si ob 7 prižge televizijo, pa posluša poročila in tam tisto, kaj prije tam ven, je za njih sveto. Se bo zgodila kakšna sprememba, misliš ti zdaj, ne vem, v naslednjih letih, da pač se bo vseeno mlajše generacije začele, ne vem, malo bolj aktivno ukvarjati s politiko, hoditi na volišča, ker to je volilna udeležba, se mi zdi, da v zadnjih letih vedno bolj opada, ne? Ker si vsak mlad si misli, saj moj glas ne bo nič spremenil, ne bom niti šel voliti, tak je že odločeno, ali pa ne vem, meni tu mislijo, da volitve sploh niso, da so že vnaprej določene. Ne vem, kako imaš ti mnenje glede tega? Najprej okrog teh ljudi, ki so eksponirani v politiki, izgledajo, kakor izgledajo. Ne? To ni slučaj, to ni naključje, to tako mora biti. Ne? Do zdaj so v politiki bili podprti vedno ljudje, ki so bili šibki. Vedno si mogel postaviti šibkega človeka nekam na oblast pa na funkcijo, zaradi tega, da si ga lažje vodil in upravljal. Mi, če res pogledamo, to je samo popolnoma prav, pa ne samo kakšne so delali v COVID-u, pa na kakšen način so podcenjevali ljudi, ne, v prvi vrsti s tem, da ti postaviš enega kacina, ne, za govorca vlade v tistem momentu, ki nima popolnoma nobenega zaupanja strani javnosti, je že poniževanje ljudi. Krek in ostali vsi predstavniki stroke v tistem momentu niso bili za na televizijo. Jaz se ne norčujem iz nikogar, ampak dejansko, če bi ti postavil neko mlado zdravnico športnico, nekega mladega zdravnika športnika, nekoga, ki kaže odgovornost najprej do svojega telesa, bi bilo popolnoma drugačno zaupanje. Tako si pa imel bivšega zapornika, ki je vodil vlado, imel si en kup ministrov, ki so bili vsak posebej osumljeni korupcije v tistem času, bodi si zaradi mask, bodi si zaradi respiratorjev, imel si Kacina, ki je bil govorc vlade in je jasno povedal, da se prihaja hecat na televizijo. Potem si imel pa Kreka, ki pač ni mogel biti etabliran predstavnik stroke, ker sam zase ne skrbi tako, kot bi mogel. Ne? In dejansko je tako tudi v politiki. Ne? Postavljajo pač šibke ljudi zaradi tega, ker so taki ljudje najbolj pohlevni. To je prva stvar. Druga stvar, dejansko kolektivna identiteta oziroma kolektivno razmišljanje je tako, da ljudje radi volijo šibke ljudi. Do zdaj je bilo to tako, zato ker se sami počutijo bolj superiorno v odnosu na njih. Ne? Aha, okay. Tretja stvar je pa ta, ki se navezuje na to, drugo je pa ta, ne, da marsikera mamica gre pa obkrož nekoga, ki se je pa zasmil. Vse je v redu fond. Ne? Ko se pojavi nekdo, ki pa da nekaj nase, ki je pa mogoče natreniran, boh ne daj, da je potetoviran, pa ne paše sploh v to matrico njihovo in jim že takoj deluje agresiven, odbijajoč ali pa nadut. Ne? In zato taki ljudje pravzaprav politiki niso popularni. S tem, da se stvar tukaj spreminja predvsej. Ne? Nestabilno je
okolje, nestabilna je geopolitična situacija in v času, ko je situacija nevarna, recimo nestabilna, ko so vojne po svetu, ko ti nekdo predstavlja pretnjo, ne, takrat ljudje iščejo simbol očeta, iščejo Trumpa, iščejo Putina, iščejo Erdogana, iščejo Orbana, iščejo Ficota, iščejo take, bi rekel, močne karakterje. Ne. V času miru pa iščejo pač mamo, simbol mame, zato so pa takrat Angela Merkel in podobni, ne, ali pa šibki moški, zaradi tega, ker se je v redu sam, da nekdo je, pa da se jaz počutim superioren v odnosu na njega. Ne. Ampak jaz zagotavljam, in tukaj se popolnoma strinjam s tabo, ko človeka vidiš po gestikulaciji, da kipi od zdravja, da kipi od samodiscipline, da je pripravljen vstati zjutraj v 4:30, se tuširati s hladno vodo, narediti trening pred zoro, da ima izmerjenje celo beljakovine v hrani. Tak človek je zaupanje vreden, da mu predaš celo državo. Ne? Logično. Mislim, že sama dejanja te osebe ti marsikaj povejo. Seveda. Druga stvar, ki si govoril, ne, je medijski prostor. Ne. Jaz sem ti razložil prej matrico delovanja režima, ne, in zdaj kdorkoli se nov pojav, ki jim ne paše, ne, na tak način, kot je resnica, se mediji zakrčijo. Mediji živijo od korupcije. Mediji imajo svoje lastnike. Lastniki gledajo in upravljajo mediji pač kot podjetje in gledajo, da imajo čim večjo korist. Ne. In zdaj RTV je seveda druga zgodba, ker je vedno provladno trubilo in drugim ne da možnosti. Komercialne televizije so pa in vsi časopisi in vsi ostali mediji so pa odvisni od denarja, ki ga bojo dobili. In ta denar ponavadi ne hodi čez transakcije, ker gre v bistvu lahko samo za zakup reklamnega prostora in je jasno viden, ampak pač hodi v kuvertah. In oni točno vejo, koga lahko spustijo kam ali ne. Jaz sem imel že tako negativne izkušnje s temi mediji, da je to brez veze, ampak sem znal vsaj izkoristiti vsako sekundo na tak način, da jim je bilo pol spet žojene pol leta. Zakaj sem jo sploh dal? Ja? In tretja stvar je aktivacija mladine v politiki. Ne? In tukaj si pravilno ugotovil, da je popolnoma vse v našem vsakdanjiku odvisno od politike. Se pravi, gorivo, s katerim sem se zdaj pripeljal, kava, ki jo piva, radenska, karkoli že je, vse je odvisno od politike. Ne nazadnje svoboda, tvoj ekonomski položaj, koliko časa boš še delal, na kakšen način si boš kupil stanovanje, vse je odvisno od politike. In zdaj, režim je namerno deloval ves čas tako, da je politiko zagnusil ljudem, da se čim manj ljudi ukvarja s politiko in da eni in isti volijo ene in iste. Ne? In tukaj bi zdaj moral razumeti, predvsem mladina, da je treba postati politično aktiven. Mi bi celo z programom želeli, da se naredijo volitve kot obvezne, ker vemo, da bi se aktivirali ljudje bistveno bolj, prebirali bi programe, poslušali vsebino retorike vseh funkcionarjev in politikov in bi bil potem razmerje na političnem parketu bi bil popolnoma drugačen. Ko govorimo o obveznih volitvah, ne mislim zdaj, da bi nekoga kaznoval z mandatno kaznijo, mislim, da ima Belgija tako neko simbolično kazen, če ne greš, ampak v smislu korenčka bolj kot palice. Se pravi, prideš, boš pa imel neko davčno olajšavo, recimo. Ampak volitve bi morali biti obvezne. Pa že tu se mi zdi, dobro, ne vem, jaz sem zdaj starš sam šele 2 leti, ampak se mi zdi tudi velika odgovornost na starših, kako svojim otrokom predstavijo politiko na splošno, isto kot recimo z narodno zavestjo. Pač na tem je treba gor rasti od malega, ljudem, mladim razložiti, da tako si ti rekel, pač fajn bi bilo, če bi bilo na nek način tako ali drugače obvezno, ampak vsak mlad bi mogel, ne vem, si želeti, zdaj bom 18 star, zdaj bom lahko prvič voliti, veš kaj mislim. Moj glas bo štel, ne, tako pa, ne vem, se pogovarjam z mlajšimi, pa jim je vseeno, pa tako se ne bo nič spremenilo, mene to nas zanima, mene to na briga, jaz bom šel, ne vem, čez par let tak študirati v tujino, pa v tujino živeti, pa delati, pa si mislim, pa fuck, no mislim, imamo v Sloveniji odlične pogoje za vse, samo pač, ne vem, ali je v vzgoji od starša problem. Dobro, marsikdo tako reče, da je šolski sistem tudi popolnoma zgrešen oziroma nastavljen, napačno. Ne vem, kak pa ti, recimo si rekel, da imaš 3 otroke, kak pa ti svoje, ne vem, gor vzgajaš jih, z ženo jih že probata, kak bi rekel, politično tujo zavestiti ali ju ne vključuješ v svoje delo?
Jaz mislim, da so vsi moji trije že precej politično aktivni zaradi mene, že zaradi mene precej to spremljajo. Mi dva otroke vzgajava, najprej moram povedati, da je soproga krasen partner v vzgoji otrok in jih vzgajava pač na tradicionalen, bi rekel, relativno konzervativen način. Pač verjamemo, da je družina osnovna celica družbe in če zboli ena celica, zboli cel organizem, se pravi cela družba. Tako da tukaj se lahko brez lažne skromnosti pohvalim, da imamo odlično vzgojene fante in da jim je vse jasno v življenju. So športniki, so poduhovljeni, odličnjaki v šoli, tako da je vse tako, kar pač more biti. So pa tudi recimo politično aktivni, ne v smislu, da bi se želeli eksponirati, ampak spremljajo zadeve in pač navijajo zatja na vsakem primeru. Kar se pa tiče šolstva samega, je pa dejstvo, da imamo mi tako zelo zbirokratiziran šolski sistem, da je sploh nemogoče in učiteljem in ravnateljem in direktorjem izobraževalnih centrov, da sploh funkcionirajo. Jaz sem bil zdaj predstavnik oziroma član sveta zavoda največje osnovne šole v Kranju in sem opazil, da ravnatelj ne more organizirati niti ene ekskurzije, ne da bi bil v prekršku. Razlog je ta, da mi vemo, ne, kako javna uprava funkcionira. Ne. Zdaj mi imamo podhranjene prve prstane javne uprave, ki so najbolj na udaru, se pravi medicinske sestre, policisti, delavke na upravnih enotah in podobno, ampak oni so prvo ogledalo države in na njih se potem vsi znašajo. Ne. Čeprav oni so najbolj in kadrovsko podhranjeni in plačno podhranjeni. Ne. Za razliko od njih imamo pa v back officih, v nekih zalednih scenah, na ministrstvih, direktoratih, agencijah, ki so popolnoma nepotrebni, en kup enih ljudi, ki ne vedo, kako se imenuje njihovo delovno mesto, če jih vprašaš. Imajo pa to po 55-60 plačni razred, ker tudi predstavlja po 4,5-5 jurjev bruto. In enako je na ministrstvu za šolstvo. On tam sedi, nima kaj za početi, dobijo dobro plačo in potem sprejema pravilnik na pravilnik. Ne? Ja. In v bistvu tako zelo zbirokratizira šolski sistem, da je to brez veze. Kaj delajo? Samo dodavajo v kurikulum še več učne snovi. In pridemo do tega, da se z otrokom uči cela družina, ker je samo en kup balasta. Ne? Ja. Življenje gre naprej. Se pravi, oni ga naučijo vse živo tam, razen tega, kako živeti. In to je največji problem zaradi tega, ker je kurikulum zastarel in ker se samo dodaja nov balast. Danes bi bilo bolj, otroka ne zanima oziroma ne rabi na pamet vedeti, koliko pa en Trinidad Tobago prebivalstva, pa kakšne sestava tal, Ruandi pa nekaj. Ne? Ampak bi ga pa lahko naučil v prvi vrsti samooskrbe in to bi bil obvezen predmet, kolikor bi mi lahko o tem odločali, samooskrba in pa podjetništvo. Se pravi, ti moraš otroka naučiti, da on zna poskrbeti skozi življenje zase in da zna zaslužiti zase, ne da bo samo sužen v enem sistemu z neko diplomo. Ja, jaz se strinjam. Dosti ljudi mi je to je reklo, objavil sem malo, kakšne pripombe imajo glede naše države. In njih par to je napisalo, mi pa koliko smo se razgovorili, da snovi v šolah je toliko, da itak niti v onih 8 urah ne uspejo vse predelati, pride domov, se še more popoldan z celo družino učiti in dobro, niti nimaš pol čas, da ne vem, bi šel na igrišče, malo žogo brcati, se sprostiti, zato ker je dejansko toliko snovi, pol na koncu pa, ko ne vem, končaš osnovno šolo ali pa srednjo ali pa faks, pa ugotoviš, da tak ni službe za tebe, za to, kaj si nekako zbral smer, ali pa ugotoviš, da vse, kaj si se prej, ne vem, 8 let učil, ti tak nič ne pomaga, ti nič ne koristi. In ja, mogli bi, dobro, ne rečem, osnovna šola te more določene osnove naučiti, ampak pol bi se pa moglo, če mene nekdo vpraša, začeti strmeti v tisti smeri, kaj si otrok želi početi. Ali ne vem, bodi si, če bo nekdo umetnik ali pa vrhunski slikar, ja, dajte ga v tisto smer potisniti. Kaj bo njemu koristilo, ne vem, integrali pa funkcije, pa ne vem, kaj še vse recimo, ne. Ali pa če je športnik, daj ga takoj po osnovni šoli, ne vem, samo v šport. Če se bo želel ob športu naučiti še 3 ostale jezike, super. Ne. Tako pa ne samo zaradi tega, ker se športa tiče, ne, tudi že jaz sem relativno mlad, ampak je bil že sistem šolanja takrat drugačen. Ne. In tudi sam poudarek na športni vzgoji, na motoriki in tem je bil bistveno večji, kot je danes. Ne. In
tukaj bi bilo tudi treba narediti, to so ti dolgoročni cilji. Ne? Se pravi, ti vzgajaš celo generacijo enih ljudi in generacijo za generacijo. Jaz sem opazoval v osnovnih šolah recimo športno vzgojo. To dejansko ni kliše, ampak otroci ne znajo narediti niti prevala naprej več. To se kotali, to deluje, kot da so gibalno ovirani, kot da so hendikepirani. Ne? In dobiš potem ven generacijo s prekomerno debelostjo, neprestano o tem govorimo, neprestano govorimo o diabetesu, neprestano govorimo o nekih potem težavah, ki bremenijo konec konca na koncu tudi zdravstven sistem. Normalno. In prav zanimiva bi bila analiza. Narediti strokovnjaki analizo, kaj bi se spremenilo, če bi ti od 1. do 9. razreda, recimo v osnovni šoli, eventualno že v vrtcu, ampak od 1. do 9. razreda osnovne šole, če bi ti dajal poudarek na hrani, pa na gibalni sposobnosti, ne? Skozi pač predmete športne vzgoje in podobno. Na kakšen način bi se ta generacija razvila, če bi bila recimo fizično bolj spretna, kakor vse ostale in kako bi svet tekel dalje, oziroma kakšen strošek bi to predstavljalo za zdravstveni sistem v tem momentu. Ne? Pa ne samo to, kdorkoli se, kako bi rekel, malo bolj resno ukvarja z športom, so mu določene stvari jasne, je, kako bi rekel, v večino primerih človek na mesto, ve, kaj je disciplina, ve, kaj je odrekanje, ve, kaj je, ko se za nekaj odločiš, k temu strmiš, ne? In športniki v osnovi so dobri ljudje, kako bi rekel, z vrednotami, ne? In že tu bi ti bila pol osnova, če bi bila že v osnovni šoli samo športna vzgoja določena, tak mora biti, bi ljudje pol, ko bi gor zrasli ali pa ne, po končanju osnovne šoli bili čist drugače postavljeni. Ne? Seveda, disciplina, konsistenca, oba dva veva, da je to v bistvu nekaj najpomembnejšega v življenju. Marsikdo sprašuje, odkot ti volja za tak način življenja. Saj ne gre za voljo. Meni se največkrat sploh ne da, ne? Ampak gre v bistvu za disciplino. Ne? In ta disciplina je tista, ki te vodi seveda v močen karakter, obenem pa v prevzemanju odgovornosti za svoje napake in pa tudi skrb za druge. Ja, si se kdaj, ne vem, spraševal, si rekel, da se vstajaš zjutraj pa športaš. Zakaj glih ti? Zakaj moraš ti vleči, kako bi rekel, voz naprej? Se vprašaš, da ko zjutraj preden se vstaneš, pa si misliš, kaj pa če ne bi jaz danes, zakaj ne bi nekdo drugi? Ja, velikokrat sem o tem razmišljal, ampak vem, da noben drug namesto mene tega pač ne bo naredil. Ne. Zgodil se je eno anekdoto, bom povedal, da rad tečem po hribih. Ne. In zdaj, če greš ti teč zgodaj, sploh v zimskem času, je to vedno tema in si že v temi nazaj. Ne. In nad mojim naseljem obstaja en hrib Sveti Jošt, tako nekako podoben k Šmarna gora, recimo na Ljubljano. In tja tečem gor in dol in približno 1 uro. Ne. In to je vedno, ne vem, mogoče vsak drug ali tretji dan odvisno. Nekaj imam treningov za moč, nekaj imam pač kardio treningov. In tokrat sem po noč tekel gor in dol, brez lučke, nikoli se mi nič ni zgodilo. In dan poprej, preden sem šel teč ta dan, sem nosil neka polena doma in sem se spotaknil na lastnem pragu in sem si spahnil ta velik prst na nogi. Ne? In to je takoj, pa še sam sem si ga vrnil in to je takoj odtekel kot cvetača. In drug dan sem vstal in je bilo približno tako recimo -5 stopinj. Čista tema, pa tako naletaval je dež z nekim ledom. In vstanem, pa potem sem znan sploh v svojem kraju, da ne glede na to je zima, je poletje, tečem v kratkih hlačah pa kratkih rokavah. Ja, to mi tako odgovarja, da ta mraz, da ti ne znam povedati. Ne. No, in drug dan sem vstal in še nekaj se nisem dobro počutil, še nekaj me grlo bolelo, bil sem živčen zaradi tega prsta, ampak sem vzel elastičen povoj, sem povil nogo, sem dal gorle sportivke in sem šel teč. In sem razmišljal, če sem šel danes, bom šel vsakič. In zdaj tudi, ker se mi kdaj ne da se spomnim tega jutra, ne? In to sem pač takrat zmogel. Ne? In vem, da je to takrat naredil, to bi takrat naredil mogoče promil ljudi, če bi. Ja. In ravno to meni predstavlja neko inspiracijo. Ful sem rad nobenemu kalupu ne želim biti, ampak želim pač trlet na vsak način. Ful dobro. Če se lahko vrnemo malo k volilnemu sistemu, smo se pogovarjali, pa je en kolega dal ful dober predlog. Ker popravi me, če bom narobe to razložil, ampak naš volilni sistem bazira na podlagi pač
obljub kandidatov in potem na podlagi tega, kaj pač nekdo pove, se ga pol izvoli. Ne? Medtem ko pa, če bo šel ti, ne vem, tekmovati na, ne vem, neki tek, boš mogel prvo odlaufati, pol pa na podlagi tvojih rezultatov ti bojo ali dali kolajno, ali pa bojo rekli več sreče prihodnič. Ne? Mi pa politike izbiramo na podlagi tega, kaj oni rečejo, da bojo naredili, pol jim damo kolajno oziroma jih izvolimo, pol pa dobiš prst vrit. Ne? Bi bilo to možno spremeniti ali pa, ne vem, prilagoditi naš volilni sistem nekako v tej smeri, da bi se ocenjevalo dosedanje dosežke ali pa, ne vem, se da en kup kandidatom, se dajo neke težave, jih probajo rešiti, ne vem, imajo toliko, ne vem, si izmišljujem na pamet, imajo 1 uro časa ali pa, ne vem, imajo 1 teden časa, da najdejo rešitve, jih dajo na mizo, pa pol ljudstvo vidi, kjer je to najbolj uspešno, probajo rešiti, pa se pol ljudi izvoli. Ne? Ključ je vedno ta politična aktivacija. Ne? Zdaj pričakovati. Mi imamo v Sloveniji še ta problem, da se vedno otepamo odgovornosti. Nihče za nič ni kriv. Ne? In zdaj karkoli se naredi, prenaša odgovornost, pa nisem vedel, pa počakamo, da se reši to na sodišču, pa to traja 10 let in na koncu se ne zgodi pač nič. Ne? Pričakovati od enih etabliranih politikov, da bo nekdo prišel, pa rekel, jaz sem naredil napako in odstopam. To je utopična ideja. Ampak zato bi mogel narod predati človeku direkt politično odgovornost, ne z aktivacijo politično. Ja. Se pravi, če vemo, da 30% ljudi vedno voli ene in iste, pa ne se 70% ljudi aktivira in kaznuje te ljudi. In percepcija je taka, ne samo to, da on je izvoljen, kakor je bil Golob, zdaj po 3 letih so vsi razočarani, čeprav sem jim pač v skladu z mojim dosegom in medijskim prostorom opozarjal, ne volijo za Goloba, ampak ne iščejo novo politiko, ker je tudi on samo predstavnik stare politike preteklosti, lažnih delitev, korupcije in podobno, in to se je zdaj spet pokazalo. Ampak ne samo to, da on v času mandata svojega pač ni odstopil, ampak ljudje potem še enkrat volijo za njega. To jaz ne razumem, zakaj. Mislim, čemu? Ne, sej to, ker je ta matrica deluje, dajmo njega, da ne zmaga Janša. Teli pa ravno to, dajmo Janša, da ne zmagajo neki tam komunisti iz 2. svetovne vojne, ki so bojda še živi. In v tej matrici živi teh 30% ljudi, ostalih 70% je pa mogoče še celo verjel Golobu, pa volil za njega, zdaj jih je pa razočaral, pa rečejo, jaz ne bom za enkoli za nobenega. Ne. Glej programe, spremljaj, bodi racionalen in pojdi. Ne moramo pa mi pričakovati od človeka, ki je bil 5-krat na oblasti, da bo pa zdaj res. Zdaj pa bo res nekaj novega. Zdaj pa res. Tokrat pa res, zdaj pa 5-krat je bil na oblasti, zdaj imamo ta naš predlog zakona o RTV-ju, s katerim bi radi odpravili ta prisilen prispevek, ta obvezen davek na RTV, ne? In zdaj jaz poslušam od pripadnikov SDS-a, kako je to Janševa ideja in kako mu mi krademo to idejo. Človek je bil premier, pa ni tega naredil, zdaj mu pa jaz kradem idejo, lepo sprosim. In samo tega, pač tudi jaz ne bom razumel, da včasih delujemo, kada bi imeli štokholmski sindrom. Tako da uživamo v temu, da smo mazohisti, da uživamo v temu, da nam nekdo krade, da nas nekdo tepta, da imamo dvojna merila, da je nekdo več vreden, kakor sem jaz, ali pa ti. Ne? Plus tega, da hitro pozabimo, ekstremno hitro. Sej, mislim, znanost dokazuje, da je kolektiven ljudski spomin 3 mesece. Prav, če zdaj župan pijan naredi problem, ne se za 3 mesece potuhne, čez 3 mesece bo vse ok. Pa naredi eno veselico, veš, res smo, pa akcija dalje. Grozno, res katastrofa. Tako si rekel, zdaj ta peti, zdaj pa res, verjemite nam, zdaj bomo pa res porihtali. Kako pa je kaj z volilnim sistemom? Jaz tega ne, ali pa nisem zaznal podatka oziroma informacije. Koliko procentov mora priti na volišča izpolniti veljavno glasovnico, da se pol tisto, kako bi rekel, obdrži? Ni kvoruma. Pri volitvah ne. Dejansko? Ne. Pri volitvah, zato je tudi ta udeležba pomembna, pač ni ta spodne meje, koliko ljudi bi se Samo ne, mislim, to se meni nas zdi prav. Ne zdi se prvo seveda, ampak zato tudi je treba z rezervo imeti vsa ta neka alternativna gibanja, ki včasih delujejo, kada so režimski nastavljenci in pozivajo ljudi k bojkotu volitev. To je najslabše. Oni bodo šli in bodo volili in bojo spet iste izvolili. Se pravi,
Vedno se čaka neka princa na belem konju, neka viteza, ki bo prišel pa z mečem rešil stvari, ne bo. Politična aktivacija, udeležba na volitvah, prebiranje programov, iskanje nove politike, ne novega obraza globoke države, ampak nove politike, to je ta politika prihodnosti, politika združevanja, politika transparentnosti, se pravi, da živimo mi z danes na jutri, ne več z danes na včeraj. Se ti zdi, da si osovražen ze strani SDS-a, Svobode? Kak imaš občutek? Tak, ne? Jaz razumem, da nekaj, ko so kamere prižgane, pa novinari, pa ne vem kdo še vse, pa razumem tudi, ko ni nobenga, pa so, ne vem, nasprotniki drugih strank, se predvidevam, da to je normalno pogovarja. Kak se pa ti, ne, kak te ima? Dobro, tam je itak ta neka klišejska vljudnost, pa jaz nisem zagovornik te politične korektnosti, ne, zato ker to ni tisto, kar ljudje mislijo, da je. Ne. Zdaj recimo klasičen predstavnik politične korektnosti v tem momentu, ki nastopa, je Vladimir Prebilič, recimo. Ne. To je tako pase, drugač, ampak ljudje še vedno nasedajo na to zgodbo. Se pravi, to je tisoč nekih nasmehov, tisoč nekih osladnih besed brez vsebine. Igralec, dobesedno. V resnici pa v celofan zavita laž. Čisto nič druga, ne? Ko se pa kamere ugasnejo, gre pa samo za, prej šlo za smehljanje, pa trepljanje, potem pa samo zabijanje noža v hrbet, pa pogledati, kdo bo imel primat nad kakšno funkcijo, pa kdo bo nastavil svoje ljudi v gospodarske družbe, kjer je lastnik država, in pa na agencije in urade. Ne? Se pravi, tam vteka denar skozi svetovalne pogodbe in take stvari. Ne? Samo tudi, da povem, politična korektnost je popolno nasprotje politični kulturi. Itak. No, politična kultura je pa tista, ki jo jaz zagovarjam. No? Se pravi, korektnost damo stran. Nasprotje korektnosti bi bilo lahko populizem, s katerim jaz nimam težav, če me kdo etiketira kot populista, ker populizem je v bistvu politična doktrina, ki zagovarja narod proti elitam. Ne? Zdaj, če nima režim ničesar druga, da ti prislon, ti reče pač populist kot nekaj negativnega. Nekaj ti morajo dati. Ja, čeprav to sploh ni. Ne? Politična kultura pa pomeni, da ti zastopaš voljo svojega volilnega telesa za vsako ceno. To je pa tisto, o čemer so govorila. Se pravi, jaz sem bil izvoljen zaradi tega, ker sem rekel to. In jaz bom to zastopal za vsako ceno. Ne glede na to, če bom zaradi tega politično nekorekten, ali pa če bom nekoga tudi na televiziji mogel kam poslati. Ja, to ni problema. Ampak ostajam politično kulturen. Seveda ne bom se jaz pretepal, pa ne bom šel na primitiven način, zato ker sem vzgojen človek. Ampak to pa ne pomeni, da ne bom govoril resnice, tudi če bo za koga neugodna. In tudi, če bom zaradi tega populist ali pa eventualno politično nekorekten človek. Se pravi, te korektnosti smo mi žrtev za 30 let. Jaz bi se še malo dotaknil tudi, spraševal sem moje poslušalce, da naštejo nekako 5 stvari, ki jih najbolj motijo v Sloveniji, pa sem pol na podlagi tega s njih poselekcioniral. Na prvem mestu pa, če bomo zdaj skupaj lahko to pokomentirala, pa če bi ti dal neke svoje oziroma tvoje rešitve k tem problemom. Na prvem mestu so bili preveliki davki. Če si priden, delovnem in pošten, te bo v naši državi na koncu največ stalo, je nekdo napisal. To je dejstvo in to sem jaz tudi posnel ogromno video na to temo, da je pri nas kaznovan tisti, ki dela. Danes se v Sloveniji, nažalost, ne splača delati, zaradi tega, ker ti 75% pobere država. Zadnjič je en gospod to dobro tudi povedal v podcastu, to pomeni, da od 12 mesecev ti delaš 9 mesecev za državo in samo 3 mesece zase. Ja. Treba se zavedati, da je tukaj Lafferjev, kdorkoli ima malo pojma o ekonomiji, bo tukaj to razumel. Ne? Se pravi, Lafferjeva krivulja je jasna. Država največ pobere, obenem pa ustvarja največjo blaginjo pri 33% davčni stopnji. In če bi mi znižali davke, naredili ugodno davčno okolje, bi spodbudili lastno gospodarstvo in to z ogromnim ribavnom, potem bi spodbudili tuje neposredne investicije, razvijali nova in dobra delovna mesta. Obenem bi znižanjem prispevkov in davkov povišali plačo, ob znižanju DDV-ja bi pocenili dobrine, povečali bi kupno moč in bi država spet pobrala na sreden rok več, ampak ob blagini ljudi. Enako je s trošarinam na energente,
in podobno. Mi smo tukaj že poskušali marsikaj znižati DDV na vse energente, na gorivo, na elektriko, na plin, ne? Ampak nam pač ni uspel zaradi tega, ker je bil narod nezainteresiran, obenem tudi zaradi tega, ker nam je primanjkovalo medijskega prostora, da jim razložimo idejo. Ampak nizki davki so naše prvo in osnovno, ob antikorupciji, prvo in osnovno programsko izhodišče in to bi bil tudi pogoj za eventualna nadaljna povezovanja v parlamentu. To vse, kaj si povedal, pa se to tvoja opozicija, nasprotniki se zavedajo tega, da bi vse skupaj lahko zacvetelo, ne? Ampak pol pa se jaz vprašam, ja, kaj se jim ne da dejansko delati, mislim se... Ne, da se jim ne da delati, ampak ne želijo tega, ne? Zato, ker midva zdaj govoriva o efektih, ki se pojavijo po mogoče 5, 6, 8 letih, ja. Ampak nikogar ne zanima dolgoročna situacija v Sloveniji. Oni vedo, da bodo v 4 let, da bojo trajali najdlje 4 leta, izkušnje izražajo tako sliko, nekateri celo manj, kot so bili Cerar, Janša in podobni, ampak v teh 4 letih morajo pobrati čim več. In Golob v tem momentu ne počne čisto nič druga, kar je obljubil. To mu je pač treba priznati. On je prišel in je rekel, kaj meni pomagajo nizki davki, samo več denarja bom imel. Ne? In ljudje so ga šli vol. Zdaj dviguje davke. Vse samo dela tisto, kar je obljubil. Ja, žalostno. Pol na drugem mestu so pa bila predraga stanovanja. Študenti in mlade družine si ne morejo privoščiti doma, stanovanja, niti ne hiše. V zadnjem času, predvsem v COVID situaciji, se je rodila neka nova elita, ne? Ljudi, ki je imela naenkrat ogromno denarja. In zdaj zaradi inflacije in vsega je ta denar začel izgubljati na vrednosti, zato se ga mogli investicijsko nekam vlagati. Investicijsko ga vlagajo v trg nepremičnin, ker je pač donosen trg in porušali se ravnovesje na trgu. In zdaj ponudba je krepko pod povpraševanjem, zato te cene naraščajo. To je pač čista ekonomska logika. In zdaj bi morala se država tukaj kratkoročno res umešati v trg nepremičnin z gradnjam stanovanj, z gradnjam stanovanjskih objektov na kakršenkoli način in jih državljanom Slovenije, predvsem mladim družinam, ponujati v najem na ta način, da bi z najemnino že lahko plačevali kupnino. In tukaj bi se vzpostavilo to ravnovesje, cene bi se znižale, obenem bi bilo pa pač treba ravno tej eliti, ki ima po 10-12 stanovanj, ki se ji ne da in nimajo potrebe, da jih oddajajo naprej, držijo stanovanja prazna, recimo vsa prazna stanovanja dodatno obdavčati. To je tudi edini davek, ki bi ga bilo treba povečati, ampak samo zaradi tega, da narediš privlačne pogoje v Sloveniji za mlade družine in za nadaljnjo rodnost. Mislim, da pred časom sem zasledil neki podatek na internetu, da je nekdo iz Ljubljane bil lastnik čez 100 stanovanj. Mislim, da nekaj tega. O tem govorim, ja. Mislim, to sploh ne bi smelo biti, kako bi rekel, legalno, ali pa ne vem, če jih imaš 100, boš pa plačal 80% od tega davka, pač ne bi smelo biti drugače. Po drugi strani pa imaš, ne vem, mlade družine, ko si morajo z starimi starši ali pa z njihovimi starši skupaj vzeti kredit, da si sploh lahko privoščijo, pa se zakreditirajo do smrti, pa še pol ledvice morajo dati, pa mislim... Marsikdaj tudi ne morajo zbrati sredstva. Seveda ne. Cela družina za eno normalno stanovanje. Seveda. Jaz nimam težav s tem, če je človek sposoben, če je na legalen način zaslužil denar za teh 100 stanovanj, ampak treba se pa zavedati, da država mora pomagati, ne vem, če on potrebuje 2 stanovanja, 98 družinam, da živijo v ostalih stanovanjih, pa ne plačujejo najemnino. Ja. Ampak ta najemnina bo bistveno cenejša potem, če bomo vzpostavili ravnovesje na trgu. In z postavitvijo teh stanovanj na trg je potem zadeva bistveno drugače. Itak. Na tretjem mestu so bili ilegalci oziroma socialna pomoč. Pošteni in pridni Slovenci lomijo hrbte za državno blagajno in prelepo državo, na koncu jim pa socialno pomoč poberajo cigani ter ilegalci. Tukaj imamo mi tudi jasno programsko izhodišče. V prvi vrsti sta to 2 problema, se pravi, ena gre za zlorabe socialnih transferjev v strani lastnih državljanov, tako kot imamo po Prekmurju pa Dolenjskem. Tukaj pač samo treba to začeti dobro nadzirati in odvzema delovno sposobnim ljudem pač te socialne transferje. Kar se pa tiče
poplave socialnega turizma pri nas. To je v bistvu tudi največji problem množičnega priseljevanja ljudi sem in to na tak način, da ga lokalno okolje sploh ne more več absorbirati. In to bi definitivno ustavili te migracije. Mi vemo, da imaš recimo družino, kjer je oče zaposlen, recimo prihajajo z Kosova, pa imajo v Kranju, karikiram, recimo prebivališče, oče dela nekje na gradbišču, ga ni od jutra do večera in po 6 mesecih ima po evropski zakonodaji pravico do združitve družine in on potem pripelje sem ženo, pa 5 otrok in ta, recimo že v osnovi žena, delovno sposobna, je prijavljena na socialni transferih. Potem pa še manipulirajo, se pravi, najprej njemu, ponavadi njegov prijatelj, lastnik podjetja, kjer dela, dviguje plačo ves čas, da prikaže visoko povprečje in sposobnost preživljanja te družine, ko pa družina pride gor, mu pa takoj zmanjša plačo na minimalca, zato da imajo vsi pogoje za socialno podporo. In potem imamo žensko, ki dobi 490 evrov socialne pomoči, za vsega otroka dobi še po 200 evrov doklad, to je 1500 evrov, da ne počne nič, da je našminkana in da hodi okoli. Recimo večkrat pa poje, moja mati je pa po 35 letih zaslužila pokojnino v železaren, ima pa 550 evrov penzijo. No, to pač ni pravilno. Zato smo mi s programom zavezani, da bi vezali pravico do socialnih transferjev na državljanstvo. Tujec, ko pride v Slovenijo, lahko ti pomagam prvi 10 dni, prvi 14 dni, ampak potem boš mogel pač začeti delati za svoje preživetje. Jaz te ne diskriminiram, ampak s tem ne diskriminiram niti lastnih državljanov. Pa se marsikdo se polobesi na to, diskriminiraš. Ja pa ne, prvo bomo za naše poskrbeli, ker smo dolžni, tako boš ti prvo poskrbel za svojo družino, potem pa boš šel sosedu pomagati. Že dovolj je, da govorimo o načelu enakosti pred zakonom. Ne moreš biti ti več vreden od mojega državljana, ki mora iti delati, da preživi. Tudi ti boš šel delati, da preživi. In prej si omenil skupnosti po Sloveniji, recimo romska skupnost, ne gre samo za izkoriščanje socialnih transferjev, ampak še za vse ostale, bi rekel, zakonske paradokse. Se pravi, imaš ti človeka, ki se vozi z neregistriranim avtomobilom, ki je oborožen, kateremu policija ne sme v naselje priti brez posebne enote ali pa brez vojske, pa še to je vprašanje. Gradi na črno, zažiga, pa potem kamenja gasilce, ki pridejo gasiti. Klasičnega državljana, pa kaznuje ni pripet z varnostnim pasom. In jaz ne želim, da ti kogarkoli diskriminiraš, ampak ga nekaj privilegirati. Slovenija pa v želji, da nekoga domnevno ne diskriminira, ga začne privilegirati. Samo ne razumem, zakaj, če se bojijo, če bi nekdo s prstom pokazal, na cigane, na Rome, pa bi se sodišče malo bolj skup stopilo, pa bi jih nekaj v zapor spravili, kaj se bojijo medijskega linča, ali kaj, ne vem. Med drugim, takrat je bilo tisti problem v Ambrusu, je bil popolnoma viden. Najprej je bil problem, pa je bilo teženje domačinam, pa je bilo ogroženje domačinov, ko so se domačini slučajno, ker se res redko zgodi, skupaj zbrali, stopili proti njim, so prišle kamere, tam smo videli jokajoče otroke in kako so bogi in kako te nekaj hočejo. Še takrat se je pokojni predsednik Drnovšek vmešal tisto zgodbo in na koncu je nastala neka kolobocija, kršitve pravic, Evropska unija, sodišča, tretje. Jaz mislim, da to ni tak problem, ampak da je sistem se pač na ta način upeljal. Katastrofa. Katastrofa. Pa logično, to je, policaj, ko je vpleten v kaj takega, se ne, kak bi rekel, si ne upa. Pa zakaj bi on, svoj mir pa svojo družino izpostavljal tam, pa jim, kazni pisal, pa jih v listice deval, če pol bo sodišče, tak ne bo nič naredilo, pa bo naslednji. To je krivo vodstvo. Dobro, že jaz se tukaj ne strinjam. Zdaj, če se ti policist brani svoj obraz in pa to uniformo za vsako ceno. Zdaj, tukaj ti si šel v policijo z neko namero, se pravi to, kar sem prej govoril, služiti in varovati. Zdaj tam ni prostora za strah. Za gledanje, a imaš kredit, a bo izgubil službo, a bo kdo ogrožal tvoje otroke, pač ti si policist. To gre vse zraven. Ampak seveda, pustimo zdaj vse ostale težave policiji, pa da oni za to dejansko niso niti plačani, niti nagrajeni za tak način razmišljanja in podobno. Konec koncev pa tudi potem ne pravno zaščiteni, če pride do problema. Vodstvo policije v tem primeru krivo. Vodstvo policije pa mi želeli ali pa ne ponovno upravlja politika, čeprav bi mogla biti policija popolnoma neodvisen program, ampak vemo, da ima minister za notranje zadeve včasih bistveno večjo besedo, kakor pa sam direktor policije. In zdaj, če bi bila želja
bi samo rekel, od danes naprej, to je tudi naše prizadevanje, ne, od danes naprej vas bomo obravnavali enako kot vse ostale državljane. Vsako črno gradnjo. Ali bomo na nek način legalizirali, ali bomo podrli. Vsako posedovanje orožja bo strogo sankcionirano, tako kot je prav. Odkrili ga bomo pa z racijam. In če so oni lahko aktivirali posebno enoto za to, da so špricali in konjenico, in posebno enoto, in vodni top, in helikopter, da so špricali protestnike v Ljubljani, ki so se samo v bistvu želeli izražati za svobodo odločanja glede ene stvari, ne, glede cepljenja. Pa so bili mirni, pa so bili sprovocirani te zdaj. Ne vidim razloga, zakaj ne bi vzpostavilo pravni red v državi na ta način. Točno tako. Ja. Jaz se strinjam, popolnoma. Četrta točka je bil javni prevozi. Slovenske železnice so same sebi namen, avtobusni prevozi in povezave so v kurcu, za koriščenje privatnega prevoznega sredstva pa avtocesti te pa mine do življenja. Ja. Slovenske železnice so pač so bankomat za elite. To je to, ne? In zato tudi pri nas vse skupaj propada v tem smislu in mi moramo vedeti, da vsa ta klika, ne, politična, o kateri so že nekaj besed spregovorila, si je razdelila gospodarske družbe, v bistvu javna podjetja, kar se tiče, ki so v lasti države, in pa gospodarske družbe, ponavadi so to gospodarske družbe, prve pa standardne kotacije Ljubljanske borze, ker ima država 25% delavcev, ne, in jo upravlja na ta način. Se pravi, točno se ve, katera stranka obvladuje Slovenske železnice, katera stranka obvladuje Petrol, katera stranka obvladuje Pošto, katera stranka obvladuje NLB, ne, in tja pač nastavljajo svoj kader. In na tak način funkcionirajo. Se pravi, osnovna naloga Slovenskih železnic ni javni servis oziroma tisto, kar bi moral biti, se pravi ponujanje storitev prevoza, ampak da so bankomat za določene elite. Ampak zdaj je to že toliko zmešano, ne? Včasih je bilo popolnoma jasno. Slovenske železnice je obvladoval SDS, ampak zdaj je ta, recimo, od Svobode ministrica, pozabil sem, kako se piše, ki je imela probleme s temi računalniki, ne? Z računalnikom, je bila zaposlena na Slovenske železnice takoj zatem, ne vem, po dnevu dveh z 8.000 evrov plače. Ne? Se pravi, te plače ti pač ne moreš pokriti brez nekih pol injekcij spet iz budžeta, ne? Tako da zmanjka denarja za, recimo, dobro progo. Ne? Ja. Pa so pa še druge anomalije. Imamo Alenko Bratušek, ki neprestano zagovarja upokojence in zdravstvo, dokler ni izvoljena v vlado, pa ponovadi sploh ni nikoli izvoljena, ker je zdaj dosegla slabši rezultat, kot mi na volitvah, pa je ministrica. Ne? Ampak, ko pa pride do prilike, da postane ministrica, se takoj zagrebe za infrastrukturo. Valjda tam, ko teka največ denarja skozi gradbeništvo. Ne? In zdaj, recimo, železniška postaja na Jesenicah je zelo zanimiva in zdaj se bo začela delati. Osnovna cena te železniške postaje je bila v prvi vrsti cena na 80 milijonov evrov. Zdaj cena zrasla že na 180 milijonov evrov. Govorimo, ne vem, o Jesenicah, ne govorimo pač o centru Ljubljane. In denar poteka vse povsod. Zdaj, kar se avtobusov tiče, vidimo tudi, da podjetja, ki so bila nekoč paradni konji teh avtobusnih prevozov, propadajo. Stanje na cestah je nevzdržno, ni dobrih povezav z avtobusi. Jaz se razumem, ne, tudi ta sistem je zapiranja mest in podobno, pa potem se to nekje zbirajo avtomobili in jih potem avtobus dalje vozi. Ampak nekdo, ne vem, skozi Janskega nekje, ki se vozi v Ljubljano, on pač nima možnosti preko 4 urah z avtobusom prijeti do svojega delovnega mesta in zato mora tudi s praznim avtom tja, ne. Ampak pač naš cestni križ je pobral toliko denarja je potem odtekal tudi skozi korupcijo, da imamo zdaj res težave, pa neprestano gnečo na teh cestah. Ja, katastrofa. Skozi je konica. Ne. In potem delajo včasih, ko so konice, ko je vrh turističnih sezon, začnejo oni izvajati dela. Ne. Jaz ne vem, v tujini sem večkrat videl, da opravljajo ta dela po noči. Ne. Sej tudi te delavci bi po noči delali, če jih boš dobro nagradil za nočno delo, ampak s tem ne boš povzročil zapletov. Ne. Mi te ceste nekako moramo razširiti, definitivno moramo razširiti, potem pa tudi malo spodbuditi tudi vozniško kulturo. Ne. Zdaj zadnje čase opažam, da si hitrejše peleš na avtocesti po desnemu pasu, kakor po levemu. Pač tam ljudje kampirajo. Ja. Vsi hoče prehitevati, ampak na koncu se vozimo 70 po temu prehitovalnemu pasu. Ne.
Tako da, Grozno mi je bilo zadnjič, ko sem poslušal od, mislim, da od Darsa bil glavni intervju, da ko so se folk pritoževal, kako dolgo je bila avtocesta zaprta, pa se je skliceval, od Zagreba do Splita so tu imeli gnečo. Pa zakaj se moramo z slabšimi primerjati? Vedno Mislim, zakaj se ne moreš z boljšimi državami, z boljšo povezljivostjo primerjati? Gledam na YouTubeu posnetke Kitajcev, ko v enem tednu avtocestni križ, ne vem kak široki, zasfaltirajo, obnovijo, most naredijo, mi pa ne moramo enega pasa ponovno. Jaz tega tudi ne bom nikoli razumel, prej se govori o štokholmskem sindromu in vedno, ko upozoriš na nek problem, bojo rekli, tam je pa še slabše. Ja. Kaj me briga, kako je tam? Jaz vem, kakšen potencial, pa kakšne ambicije ima Slovenija, pa kakšen potencial. Slovenci so v resnici priden, mrljiv narod. Ne? Geostrateški položaj je tako odličen, da brez veze. Tranzitna država, marsikaj bi lahko izkoristilo tega, ampak ne izkoriščamo niti 10% tega potencijala. Jaz verjamem, da je v Maliju ali pa ne vem, v Kuala Lumpurju slabška pri nas, ampak je pa zato v Avstriji boljš, dajmo se po njih skledovati. Točno tak. In pol je še zadnja točka, nespoštljivost, da mlajša generacija se ne zna več obnašati nobenih manir osnovnega spoštljivega komuniciranja, bodi si imajo slab zgled oziroma družbo ali pa slabo vzgojene starše, katerih vzgajajo. Jaz mislim, da je problem vsem, sicer je to bolj filozofsko vprašanje kot političen, ampak jaz mislim, da je problem vsem. V prvi vrsti v tem, da se uničuje družino kot osnovno celico družbe. Šola ti želi vzgajati, ne učiti otroka, ampak ga vzgajati. In staršem se vedno bolj jemlje ta primat vzgojitelju, kar v bistvu bi mogel biti. Konec koncev nepopularna tema, jemlje se tudi status očeta, se pravi močna, nezdrava feminizacija se dogaja. Oče nima tiste moči odločanja v družini, kot je bilo to nekoč, in potem imamo pač en kup enih hojdipovcev, ki se ne znajo obnašati. Otroku se pač popušča, otrok ima ne vem kakšne pravice, zmaguje vsemu, kar želi, ko pa pride ven na cesto, v vrtec, šolo, drugi otroci nimajo milosti. In ta otrok na koncu pogori in se obnaša deviantno. Ja. Jaz niti ne krivim socialnih omrežij, pravzaprav mislim, da je velik doprinos koristi strani računalnika, telefona, vsega tega, ampak ti, kar tam vidiš, ne boš počel, če veš, da je to narobe. Se pravi, otrok se več nauči samo to, kaj je prav, pa kaj je narobe. Ko sem jaz rasel, smo pa gledali filme. Neprestano smo gledali filme in v teh filmih so se pobijali. Ampak jaz sem vedel, da to ni prav. Zato nisem vzel pištolo pa šel na strelski pohod po šoli. Se strinjam. Mislim pa, da se stvari tudi niso tako drastično spremenile v odnosu na 20, 30, 40 let nazaj, samo da so bile takrat manj vidne. Ne vem, v osnovna šola so se fantje tepali skoraj vsak dan. Vedno je bilo, ja. Zdaj pa iz enega tega pretepa, zato ker je pač objavljen, seveda je to vredno obsodbe pa zgražanja, ampak se naredi bistveno večji odmev, kot je bilo to takrat. Pa ne samo to, se mi zdi, da ne vem, jaz spet tu nisem toliko star, ampak se mi zdi, da včasih pač si imel z nekom težave, sploh fantje, ne vem, smo se stepli, si to sprejel, si požr, ne, sta si pol na koncu dala roke, danes pa te pač, pa ne da bi zahoto, kako bi rekel, umiliti karkoli, ampak te nekdo zbada, požiraš, pa nekdo eksplodira, pa naredi, ne vem, neki morilski pohod. Pač... Ja. Po drugi strani pa kar se teh socialnih omrežij pa tega tiče, sploh ni več pomembna nobena kvaliteta, nobena vsebina, ampak število všečkov, število ogledov. In zdaj, če ti želiš biti face gledan, moraš biti drugačen od drugih in potem greš iz ene skrajnosti pač v večjo. Ja. Pa tudi opazujemo na konc, kako skupina 20 obkroža enega fanta, on tam na kolenih, mislim, jaz si ne predstavljam, da bi moral preživeti tako ponižanje, recimo svojega sina, da bi to videl. In jaz iskreno povem, brez tega, da ne bi garantiral za svoje nadaljnje dejanje. Ja, ziher. Jaz isto, jaz sem rekel, da mislim, pa ne bom sploh, ker bolj pa vedno, bolj ko razmišljam, živčen postanem, pa kaj preveč rečem, ampak... Dejstvo pa je tudi, da je sistem tako upeljan, da so vse nekdanje avtoritete so pač pohojeni. Za očeta sem že tako rekel,
staršev se ne spoštuje pač več na ta način, kot se je včasih, zaradi tega, ker jim sistem jemlje pravice do tega, kako bojo otroka vzgojili. Boh ne daj, mislim, mi dejansko, to ni teorija zarod, prehajamo na to, da se otrok sam že lahko odloča, kakšnega spola je pa podobne neumnosti, ne? In jemljajo, se pravi, očetu in materi pravico do odločanja o lastnem otroku, kar je v bistvu zelo, zelo nevarno, ker uničuješ družino, ne? Ker če imaš ti družino, imaš ti močen branik pred sistemom, pred mediji, predvsem, in to sistemu ni v interesu, oni želijo imeti neko maso poslušnih, robotiziranih sužnjev, Samo misliš, brez vere, brez spola, brez tradicije, brez vsega, ki bodo pač samo poslušni sistemu in ki bodo plačevali tisti davek, ki je vedno večji. samo na dolgi rok se bo taka družba čist izprijena. Mislim, pravim, kaj se dogaja. Ne? Na koncu bo to tako, da bomo imeli samo eno maso robotiziranih, poslušnih, prosistemskih ljudi, ki bodo verjeli samo še tisto, kar bojo slišali po televiziji, vse ostalo bo pa etiketirano kot nekaj slabega. Ne? In na ta način se potem tudi vse ostale avtoritete spodbijajo, za policiste smo že ugotovili, za učitelje smo tudi že ugotovili, se pravi, vse tisto, kar je nekoč predstavljalo neko avtoriteto, pač to ni več. Ne? In dejansko je cel sistem na ta način zapeljan, da dobimo eno tako družbo. Jaz evo en zanimiv podatek, še sam sem bil, pa sem navajen vsega hudega, ne? Da v Bruslu že zelo težko dobiš službo, če nisi nek egzakten pripadnik neke LGBT skupnosti. To je dejansko res. In kar poznam tudi teh zgodbic, ki jih sploh ne bi rad govoril, ker je to ljudem pač neverjetno, ne? Ampak to je zdaj že nekaj popolnoma sprejemljivega, v redu, sploh nimam benih težav s tem, ne? Ampak gredo potem iz ene skrajnosti v drugo in skozi hujše stvari so bolj sprejemljive. Ne? Ja. Tukaj dejansko govorim tudi o pedofiliji in podobnih nonsensih. Kaj bi pa če smo se glih tega dotaknila, ful dosti, vsaj po socialnih omrežjih, po TikToku je bilo dosti poročanja o tem, da blizu azilnega doma v Ljubljani, da so bila posilstva, ono tisto, v medijih se nič ne piše, policija nič ne ve, ne daje komentarjev, pol se pa pojavijo, kako bi rekel, skupine Slovencev, pubecev, domačinov, ki pač želijo na tak ali pa drugačen način zavarovati mlade punce ali pa ne vem, iščejo pedofile po internetu, se soočijo, jih posnamejo, pol pa na koncu dobijo tisti lepo. Ja, to je pa zdaj nek moden trend, ga jaz tudi opažam, ne, da se formirajo pa skupine fantov, ki potem hodijo, zdaj koliko oni zares vejo, kaj se je zgodilo, koliko želijo nastopati, koliko želijo v bistvu samo število ogledov, pa se ne postavljam tukaj v bistvu na eno stranko, večemu bi se na njihovo, če bi to dejansko držali, ne. Ampak pač mi imamo za to policijo. Policija je tista, ki bi mogla reagirati. Mogla, samo če ne. Zakonsko bi jim pa ti mogel omogočati tako delovanje. Zdaj, kar se tujcev tiče, je stvar popolnoma jasna. Mi imamo težave z nelegalnimi prehodi zelene meje. Mi imamo gneče na mejnih prehodih, še zdaj pa imamo kao Schengen, sem včeraj prišel z enih balkanskih predvčerajšnjih z balkanskih koncev, pa sem stal recimo na obrežju. Ampak maltretiraš neke državljane, ki se z družino vozijo po cesti, ne, tam ti pa pušča na vseh zelenih mejah. Ne. In prehod zelene meje, neprijavljen, je prekršek. Res je, človeka sprejeti v postopek, ga direktno odpeljati, če je sploh potreba na okrajno sodišče, bivšemu sodniku za prekrške, tam odredi zgon, hvala lepo na svijenje. Skrajšati postopke azila. Mi izredno malo azilov odobrimo. To je vsem jasno. Mislim, ne vem, zdaj je okrog 1,4% samo če v povprečju, ampak tudi manj kot to, ne? Ker da ti dobiš azil, so res potrebni neki taki bolj strogi pogoji. In tukaj jasno kaže, da ti ljudje, ki prehajajo zeleno mejo, pa nas sploh ne bežijo z vojnih žarišč, ne dobivajo azila, ampak gre pa za neke ekonomske migranti. Ne vemo niti kdo je, niti kaj je, niti lažne identitete so lahko mi v enem Afganistanu zelo težko preverimo identiteto tega človeka. Ga pa držimo kle z prostim gibanjem v Ljubljani tudi po pol leta ali pa še dve. Zakaj? Če človek prišel, če si ga ti paril, sem že takoj povedal, nezakonit prehod, jasno je, kako ukrepati. Isto, kar z našim državljanom, ko stori prekršek, pač po liniji zakona. Ne. Po drugi strani, ljudje, ki tudi pravilno pridejo v državo, pa rečejo, da želijo azil. Zakaj je potreba, da ta azilni postopek
traje dlje kot 48 ur. Kakšne 3 mesece, 6 mesecev, pa se on prosto sprehaja po Ljubljani. Tako je. 48 ur, držimo ga pod nadzorom vse ta čas, ne se pristojni organi odločajo, mu pripada azil ali ne, če mu pripada, se ve, kako in kaj, itek mora biti preverjen, itek vemo, da je potem vse okej s človekom, če pa ne, pa spet po tisti liniji, odkudar je prišel, ga vračamo nazaj. Tako se je vedno tudi prej delal, ne, samo to je zdaj ta poplava vsega tega. In če bi mi imeli tako skrajšane postopke in če bi držali prosilce za azil pod nadzorom vse ta čas, mi teh problemov ne bi sploh imeli. Kako je tvoje mnenje glede NATO pa Slovenije vključenosti? Ostajamo, bi stopili? Jaz NATO dejansko smatram kot privatno organizacijo nekega globalnega režima, ki služi za to, da se delajo določeno sranje po svetu, ni obrambna organizacija in to so največkrat že dokazali in mislim, da je na dobri poti, da bo sam sebe uničil. Ljudje dostikrat pozabijo, recimo najbolj tako odmeven primer je bil, ko je NATO Evropsko združenje za se braniti, ne? Ja. Pa so Balkan bombardirali ne vem koliko dni, ne? Recimo. Seveda. In to brez odobritve Združenih narodov, kar je že prekršek sam po sebi. In dejansko je bilo tam le, mislim, da 7 ali 8 pravil popolnoma povoženih. In že tam se je pač videl, da gre v bistvu samo za neke druge interese, ne za to. Ne. In pač potrebna je ta ekspanzija. Zdaj jaz ne vem, kaj se zgodi, če imamo mi recimo težave s Hrvati okrog meje, recimo, ne, in da pride mogoče res do neke težave. Na čigavo stran se bo NATO postavil v tem primeru? Ja. Jaz sem povem, kakorkoli že deluje tako, Hrvati v parlamentu Evropskem smo sploh videli v prejšnjem mandatu sploh s Kolakušičem pa Sinčičem, da so imeli nekaj pokončnih politikov s hrbtenico. Kar je za njih super. Ja, po liniji najmanjšega odpora bi se vedno te krovne organizacije bi se postavljale na stran tizga, ki ima bolj pokončne politike, zaradi tega, da bo imel večji mir. In to se je tudi videlo. Evropsko sodišče za človekove pravice se je postavilo na njihovo stran glede ribičev. Potem arbitražni postopek je bil čisto njihov korist, oziroma je bil eventualno tudi v našem, pa ga oni ne upoštevajo, pa čisto nihče jim za to nič ne reče. Se pravi, jaz mislim tudi NATO, tudi kakršnakoli evropska vojska, če bi se oblikovala, to bi bila samo neka JLA v evropskem gvantu. Ja. Nič pravzaprav ne. Ali pa recimo ob začetku ukrajinsko-ruske vojne je dron v središču Zagreba dol padal. Ki je bil NATO. Na televiziji, 600 kilometrov je letelo neko neznan leteči predmet, padel je sred Zagreba, se pravi, nam je popolnoma jasno, kako zelo NATO čuva naše nebo. Točno to, katastrofa. April 2026, kakšne občutke imaš, kak bo outcome? Mešane občutke imam, zares verjamem, da so ljudje siti vse te politike preteklosti, samo se bojim, da bojo ostali pasivni. Mi imamo tukaj eno ogromno težavo. Jaz mislim, da bomo mi izredno visoko podporo. Bistveno više, kot je nam ankete pokazujejo. Jaz to je tak, mislim. Ampak tudi ankete, kdaj nam pokažejo relativno visok rezultat, recimo sploh zdaj vidim ta Valikon dela na največjem vzorcu, Jurija 600 ljudi, pa nam daje tudi po 8-9%. Ampak tukaj ima lastnica Medijane, direktorica Medijane, Janja Božič-Marl, precej prav. Ona reče, oni imajo vedno visok procent v anketah, ampak ko ti človeka vprašaš, a bo šel volt, ne vem. Nagovarjamo eno tako leno, neopredeljeno volilno telo, ki ne zaupa sistemu, in potem pač navija zate, ampak ne gre volt. In to je največja napaka. SDS-u se to ne more zgoditi. Tam bojo zmrliške posle, ljudje ostajajo pa hodijo volt. In tukaj vidim edini problem, ki bi nas lahko koštal do dobrega rezultata. Zdaj rekel sem, zdaj imamo polarizacijo močno, ne bojo ustvarjali mnogo obraza, iščemo jeziček na tehnici. Tako sem rekel, to dejansko pripada nam, probali nam bojo to na vsak način vzeti. Zdaj bojo začeli z blokado, potem, če nam bo dobro kazal, gre medijski linč, lahko pričakujete v meni pa v stranki take članke, da je to noro, potem bomo pa videli, kaj se bo v resnici res zgodilo. Neki novi akteri vstopajo in mi smo pravzaprav tudi edini, če merijo trenutno stanje,
imamo enak rezultat kot potem, ko dodajo nove akterje. Se pravi, nam nihče ne vzame niti promila. Ne? Se pravi, je relativno stabilno volilno telo, samo še moramo ga pravilno nagovoriti, da grejo dejansko voliti. Više kot bo imela stranka oziroma ti številke, bolj boš zasovražen, bolj bo hoteli kakšne okostnjake iz omare ven potegniti. Absolutno. Te skrbi? Ne, nič me ne skrbi, jaz sem na to pripravil sem tudi družino, prijatelje in vse ostale, da lahko pričakujejo najhujše. Kaj obljubljaš oziroma k čemu ti strmiš zase, za svojo družino in kaj bi rekel, obljubljal tudi narodu, ki te bo volil, da se res lahko zanesejo, v katerih pogledih se lahko zanesejo na tebe? Jaz bom tukaj čist plastičen. Velikrat razmišljam o teh stvareh, ne, pa kaj bi pravzaprav jaz rad, kakšna je moja osebna ambicija v tej politiki. Ne. In moja želja je, ne, razmišljam, pač najbolj smo popularni na Gorenjskem, kar je logično, drugo mesto, kjer smo daleč najbolj popularni, je zanimivo Maribor, potem pa Obala. Tam vedno smo dosegali dobre rezultate, pa tudi jaz vidim po percepciji ljudi, ko se pojavim, kako je kje. Ne. In jaz bi rad jutr prišel v Maribor in ne podiral pogledu tla pred nikomu. To je moja edina osebna ambicija, da lahko ljudem pokažem, da se da tudi drugače. Nešteto print screenov sem naredil v komentarjih, ko so mi pisali, se boš isti, ko boš tam. In bom enkrat, ko bo možnost naredil kolaž in vprašal ljudi, no, a sem isti. No, to je moja osebna ambicija. Zmenjeno, vzeto na znanje. Enih par kratkih vprašanj še na hitrco. Koliko benčaš? Benčam 200 kg. 200? Vidim enkrat 200 kg, ampak je treba vedeti, pač, ker smo že pri tem, ne, da pač jaz sem kombinatorc, ne, in to je v bistvu res najtežje. Ne. Se pravi, moj interes je, dokler bom lahko to vzdržal 200 kg benča, 85-90 sklec v minuti, pa 10 okrog 40 minut. Najljubši film, knjiga? Knjiga mi je najljubša Nadrini Čuprija, okay. Ivo Andrić. Film je bil pa dober Generacija X. Okay. Če ne bi bil danes v politiki, kaj bi počel? Delo Adrenalinske parke. Ok, super, zvenjeno. Upam, mogoče v Košpenzi, ja, če bom lahko plezal po drevesi. Zoran, najlepša hvala, da si vzel čas, da si prišel v Maribor, poslušalci. Hvala za poslušanje, za oglede. Dosti vprašanj še je ostalo, časa še imamo, bomo se še ziher kdaj dol sedla, pa pokomentirala aktualne teme. Spremljajte, followajte, subscribajte, vse kaj možno, pa pošerajte, pa da spravimo državo v red. Zoran, najlepša ti hvala. Hashtag progress report. Ajde, se vidimo. Hashtag progress report. Hashtag progress report. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Cadelka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. Goddamn it, stay on beat.